Živijo, sem Vili Resnik in z vami poslušam Radio Prlek. Ko se dela dan, zbujam se in sam tebe želim, si spet. Ti ob meni spiš in prelepa se mi zdiš, dišiš mi vse bolj. In ne pride dan, da bi rad bil sam, tvoj dotik me miri. In ne pride noč, da odšel bi proč, vedno bom tvoj. Edina si, ki sonce prižgeš mi namesto luči. Edina ti pustila v meni si sledi. Edina, ki prineseš poletje mi v zimske noči. Brez tebe dan, vsak je zaman, je zaman. Ko se dela dan, zbujam se in sam tebe želim, si spet. Ti ob meni spiš in prelepa se mi zdiš, dišiš mi vse bolj. In ne pride dan, da bi rad bil sam, tvoj dotik me miri. In če pride noč, ko odšla boš proč, zjutrom vrni se. Za naju je zima, poletje, za naju je pisano cvetje. Nad nama je modro nebo, že ta pisem je za njo. Edina si, ki sonce prižgeš mi namesto luči. Edina ti pustila v meni si sledi. Edina, ki prineseš poletje mi v zimske noči. Brez tebe dan, vsak je zaman, je zaman. Edina si, ki sonce prižgeš mi namesto luči. Edina ti pustila v meni si sledi. Edina, ki prineseš poletje mi v zimske noči. Brez tebe dan, vsak je zaman, je zaman. Edina si Vilija Resnika, Vili pa je z mano v studiu Radia Prlek. Lepo zdrav. Lepo zdrav seveda tebi in vsem poslušalcem Radio Prlek, Prlečka. Moram pozdraviti tudi eno prijateljico, ki smo jo vedno rekli Prlečka, ki prihaja z tega konca. Potem je pa dobila Gorenca, pa zdaj poročena z Gorencom. Je postala škrta. Ne verjemi, da ne, fejspunca, lepi spomini in tako naprej, pa lep spomin tudi na Prlekijo. Pa ne zdaj, da hočem pač pihati na dušo, ampak tukaj je lep konc. Edino, kar pa moram reči, če prihajaš iz Nove Gorice, je kar daleč. Enako kot z Ormoža v Novo Gorico. Se strinjam tudi s tabo. daleč. Ja, to je res prava študija, ampak je res isto. Tako. Ja. Kilometrov je pa popolnoma enako. Ja. Vili, iz leta v leto postajaš glasbeno mlajši, imam občutek. Hvala ti, trudim se, je pa nekaj res, po 30 letih v bistvu se ne veš, kaj bi ljudem dal, ker te poznajo v vseh stvarih, te poznajo in je zato toliko teže. Večja odgovornost je, bolj si starejši, si bolj odgovoren. Trudi se,
ampak veš, kako pa srečaš kakšne prave ljudi v pravem trenutku, ki niti ne veš, ali bomo funkcionirali, ne, ampak na koncu izkaže, da je to prava ekipa. Ali k temu pripomore tudi ekipa, s katero se te delaš, mlajša? Ja, moram reči, Rok Lunaček je stari maček oziroma stari glasbenik, skoraj da moja generacija, pa vendar človek, ki se mu še veliko da. Verjetno ni imel vsega še ni, bom rekel, pokazal, ampak ja, ko sva začela delati, če sem iskren, nisem verjel njega, ker nisem vedel. Jaz veliko govorim, ampak on je pa govoril še enkrat več kot jaz in sem bil rajš, ne moš verjeti, bil sem takrat kar tih. Glede Krešota pa, vse veš, kako jaz vedno podpiram, bolj bom rekel, slovenske glasbenike, ampak človek ve, kako se stvari streže in svojo stvar naredi zelo dobro, profesionalno. Imamo problem zato, ker je človek, ki dela glasbo res na visokem nivoju, pa vendar nažalost potem na koncu seveda izkaže, da moramo iti nazaj, kakšen korak, ampak tisto, kar naredimo res na nekem nivoju, da vedno lahko pokažemo, da dobro in pošteno delamo. Kdaj boš potem Vili postregel s kako humorno skladbo, kot naprimer Rok Lunaček sedaj Oda Prco ali pa Mu? Ti bom pošteno vedel, ne vem, ampak že ta skok, ki sem ga sedaj naredil s to zadnjo novo pesmijo, moja generacija je drugače, me je bilo malo strah, ampak vedel sem, da imamo eno pesem strašno dobro za ljudi. Pa vendar, ker ljudje so vsi pričakovali, da bo to pač neka pop skladba in tako naprej, ampak ja, nikoli ne reci nikoli, ne vemo, kaj prinese čas. Edina si, ki svoja zavrtela za uvod, je mogoče še tista zadnja z prejšnjega obdobja in že najavlja novo strujo. V bistvu je tisto, kar imam jaz zelo rad, da kitare malo zapojejo, mečkam tako bom rekel, ja, ker sem bil včasih kitarist, uživam v glasbi, ki ima veliko kitare. No, seveda potem pa je prišla nova ekipa, začela sva z Janom Plestenjakom, ki sva naredila prvo pesem Diham zate in potem se je začelo pač ta vzpon, zopet vzpon, ker jaz sem 30 let na glasbeni sceni in ne moreš biti skozi številka ena, skozi biti v špici, vedno mora gre malo gor, malo dol in tako naprej in to je pač del življenja in tudi te glasbe. Ne nazadnje se tudi treba prilagajati v glasbi. Seveda, če mislim, kaj smo delali s pop dizajni pred 30 leti, pa danes, ja, se treba prilagajati pač pri vsaki stvari. Tako kot pri vsaki stvari, tudi pri glasbi, tako da to ni nič novega. Mogoče bi kdaj kaj naredil drugače, ampak moram reči, da še vedno sem pa zelo vesel, ker še vedno lahko po 30 letih živim od glasbe v Sloveniji, to je genialnost. Seveda pa je ob vsem tem treba dati v skladbo, v glasbo tudi sebe, ne samo peti od drugih. To pa sigurno, zdaj bojo eni rekli, no, vse po 30 letih se že naučiš nekaj, ampak vsaka pesem je svet za sebe, nekaj novega in jaz vedno producenta oziroma tisti, ki naredi pesem, vprašam, kaj si želiš. V bistvu smo kot neki filmski igralci, ker se moraš v to pesem uživeti, kot da je ti doživljaš ta trenutek. In imamo problem, ker če pogledam to zadnjo pesem, je taka bolj slovenska tako, ampak jaz sem dal zelo veliko, mi rečemo, rašplje oziroma hripavega glasu noter, ker smo vedeli, da je pač to Vili Resnik in da mora prijeti napram skupini Eros drugače ven. In vedno se prilagajaš in tudi tukaj je tako. O tej skladbi bova rekla še nekaj na koncu tega pogovora, sedaj prihaja Diham zate, pesem o zlomljenem moškem srcu sem si zapisal zraven. Ja, to je pa Jan napisal in vesel sem, da mi je pomagal, ker ti pred 27 leti sem tudi jaz ne pomagal in zdaj sva se nekako bod, ampak Jan me je pozitivno presenetil z njegovim načinom in me zelo, bom rekel, kakor sem videl, spoštuje in je res dober kot človek. In jaz sem mu veliko rekel, Jan, povej mi, kje me čakaš, da me boš nekako negativno presenetil, ampak ne, on se je res potrudil, on je organiziral snemanje vse in jaz sem prav vesel, da sem lahko delal z njemu in je pravi človek s pravo dušo, tako da je ta pesem je malo drugačna. Pusta danes moja soba, jaz podrcen, ko da vstal bi iz groba. Obril si bom to 3 dni staro brado in potem zbudil bom spet razvado. Obril bom z mene tebe, da me mine. Štel bom time in počasi ubil spomine. Diha zate vsak trenutek, mislim
pozabil name, a ima še en itak zame. Meni nikaj diha zate, vsak trenutek mislim na te in preklinjam sebe, tebe, to življenje, ki me jebe. Jaz ne vem, če te življenje boža, ti znaš biti kamen, znaš biti roža. Mogoče bil sem prenavaden zate, iz ust ne grejo mi besede zlate. Pravi znuci, ker lahko ti kupi sanje, pa kakšne sanje so, če ne verjameš vanje. V meni nikaj diha zate, vsak trenutek mislim na te. A je Bog pozabil name, a ima še en itak zame. Meni nikaj diha zate, vsak trenutek mislim na te in preklinjam sebe, tebe, to življenje, ki me jebe. Diham zate in Vili Resnik, ki je z mano v studiu Radia Prlek. Omenil si 30 let glasbene kariere, o tem sva nekaj sicer po telefonu še govorila. Ja. 30 let je za tabo. Veš kaj, sej pustimo, raje rečemo 3 leta, ampak Ne, nula je zraven. Ja, to je 30 let v bistvu, toliko časa Oto Pestner že čaka na postaji. Ampak stvar je v tem, da težko je biti glasbenik 30 let in po 30 letih sem spoznal, posebej zdaj v tem zadnjem času sem spoznal, ne moš verjeti, mislim, mogoče je smešno se poslušali, ampak ja, očitno sem se rodil za to, da zabavam ljudi. Jaz rečem, se opravičujem, ampak bom rekel tako, kot ponavadi rečem, ko v hecu tudi ljudem povem iskreno, neverjetno, kako znam zabavati ljudi. In sem prav presenečen. Še mojo sem zanj rekel, ko sem se zbudil, sem rekel, star, ampak jaz res poznam, da sem za to stvar sem se rodil kot zgleda. Ker znam ljudi odzigati, znam jih spodbudati in znam narediti to, da ljudje uživajo tisti trenutek, smo skupaj. Lahko primerjaš delo v skupini in sedaj že toliko let solo glasbeno pot? Ja, vedno se nekako trudimo za to, da bi zadovoljili ljudi, da bi naredili pesem, ki bi bila hit. Vedno smo se hecali glasbeniki, stari, nič hudega, samo hit moraš imeti, ampak hit narediti ne moreš kar tako narediti. To ni neka stvar, ki jo sezidaš, ampak je tazga. To se pokaže samo se izkaže, kako smo naredili, ali je to. Glede tega, ko si enkrat v skupini, ja, je 5 ljudi, pa 6 ljudi tistih, ki dajo glave skupaj in jih 5-6 razmišlja, kaj bomo naredili. Tukaj sem pa v bistvu vse sam in je zelo, zelo drugače. In če kaj gre dobro, seveda so ti potem samo te fovš, tam pa 5 ljudem fovš, ampak je kar v redu in slabo po obeni strani. Tako da, ja, so razlike, ampak še vedno je glasba tista, ki odloča in ne gre tako naprej. Za tabo so številne glasbene uspešnice. Ja, sej zato pravim, največja čast. Zdaj se bom seveda hvalil, ker vem, da Slovenci ne marajo, da se hvališ, pa vendar jaz lahko rečem, lahko nam rečejo določeni glasbeni uredniki, da imamo Slovenci za nič glasbo, ampak jaz rečem, jaz sem toliko ponosen na svojo glasbo, na glasbo slovenskih izvajalcev, ker imamo res, res dobro. In imeli bi možnost, da naredimo preproste pesmi, ampak vedno gledamo vsi, da gremo malo bolj naprej, malo bolj glasbeno obarvano, malo višji nivo, pa vendar imamo hite, s katerimi še vedno, ko danes po 30 letih pridem na špil oziroma na nastop, ljudje to pojejo. Očitno ljudje, bom rekel, po tem občutku, kar imajo glasbeni uredniki, potem te ljudje res imajo okus, ampak jaz rečem, hvala Bogu, da so ljudje, ki imajo okus,
in ki jim nekaj pomeni ta glasba. In zato še vedno po 30 letih delam. In potem zapojejo, naj bogovi slišijo. Točno to, verjemi, da je res to in še vedno, ko zapojem, se ne pojem jaz refrena, zato ker mi je brez veze, ker mi je najlepše, ko slišim ljudi, ki pojejo. Za mene je to največje priznanje. Pa ne rečo karkoli, ampak ja, lahko, dobro, mogoče bi se kdo res spotaknil tisto, kakšni bogovi, če imamo samo enega boga, ampak mi v glasbi nekako lahko naredimo tudi malo drugačno. Imamo odprte roke in lahko malo zapojem, naj bogovi slišijo in tako naprej, tako da je to to. Ja, kaj v grški pa rimski pa kakšnikoli mitologiji je bilo veliko bogov. Veš, kako je, zdaj bom tako rekel, pa ne bo to Radio Prlek, ampak veš, kako je v Sloveniji težko biti dober in pameten, zato ker vedno se najde kdo, ki bo proti tebi in mu ne bo všeč in bojo takoj začeli toči po tebi, kaj to pomeni in tako naprej, kar je pa škoda, ker če bi bili Slovenci malo bolj složni, bi bili strašno uspešni. Se pogledamo samo naše športnike, pa smo lahko, bom rekel, tih in obnemimo in se rečemo, a je li to možno, da en mali narod z 2 milijonoma prebivalcev lahko kaj takega naredi. Ampak seveda, pri nas je bolj to, da smo drug proti drugemu, ker potem, zakaj bi šlo njemu dobro, če meni gre tako dobro kot njemu. No? Zato mislim, da bo naslednja kar primerna, Moj objem. Moj objem, vedno rečem, dobro, zdaj ta korona, zdaj to res vse skupaj, ampak jaz rad objemam ljudi, predvsem pa seveda mi je užitek, ko lahko objamem kakšno punco, prijateljico. Ja, to mi je dobro in včasih smo dajali objeme, zdaj bomo pa bolj nekako se na distanci, pa vendar, to je tista pesem, to je Vili Resnik, stari Vili Resnik. Moj korak zbeži še zdaj, tja na konec ulice. Srečam te le kdaj, pa kdaj, a pogled tvoj mimo gre. Lepa si, prelepa res, jaz pa ujet preteklosti. Med spomini na tvoj smeh, upa me, da srečna si. Na blazi
Vili Resnik je z nami v studiu Radia Prlek. Boš letos kaj potem obeležil 30 let delovanja? Ali to ostaja dolg potem za prihodnja leta? Jaz mislim, da bo kar do prihodnega leta ali pa druga leta, zato ker je situacija s to korono ratala strašno negativna in mislim, da ne bo šlo. Mogoče pa to izgovor, da pač to ne bomo naredili, ampak imamo od zadaj Roka Lunačka, ki je pač avtor in on pa si to strašno želi. In nikoli ne reci ne. Ne vem, bomo videli, počakajmo. Trenutno pa res niso časi za take stvari, ker tudi sam ne vem, kako ali bomo glasbeniki sploh lahko preživeli. Kako bom preživel? Moram reči tako, se zdaj bo spet rekel, ja pa kaj pa to, pa bi kaj prešparal, ampak težko je tudi meni, tudi nam glasbenikom je težko, ker jaz bi rad delal, pa vendar ne smeš. Imam od zadaj otroke in oni ne vprašajo, tata, imaš to, ampak moraš kupiti šola in je veliko stroškov. Ne samo šolo, pa z otroci treba tudi živeti, pa vendar si rečem včasih, ko je res huda situacija, ko ti odpovedujejo špil nastope za te korone, se rečem, kaj če narediti? Potem je boljš, da umrem od korone, kot pa da otrokom ne moram dati za jest. Zdaj bo eni rekel, pa daj, se resnik ne govori, take neumnosti, ampak še malo pa bomo v tako situacijo. Kakorkoli obrneš, šel bi tudi delati kaj drugega, ampak človeka v teh letih, kot sem jaz, to, ko sem jaz star, je zelo težko dobiti službo. Pa rečemo, da imam jaz vseeno srečo vsem, da bi šel lahko na primer delati v bolnico. Tudi to se zavedam, ampak ni prijetno ta sistem, ki je ratal zdaj, ampak vedno ostajam optimist in upam, da bojo boljši časi, ker toliko slabo, ko gre pa zdaj tole, pa mislim, da ne more skoraj iti slabše. Res je hudo, ko ne smeš oziroma ne moreš opravljati dela, ki te najbolj veseli. Ja, se to je lepo, to je lepo rečeno, ampak to je takrat rečeno, ko imaš za sabo nekaj nastopov, da imaš nekaj malo več prišparanega in tako naprej. Ko pa po pol leta, po 7-8 mesecih, ta v bistvu kupček kupni, takrat si pa že pred tistim, ker položnice prihajajo in takrat si pa že kar mal živčen, nervozen, kako bo naprej. In potem, ko imaš že nastope dogovorjene, pa v bistvu pridejo ljudje in kličejo, da pač odpovedujejo, ker se njegovi prijatelji ne upajo prideti, ker je ta fama psihična strašno huda, takrat pa rečeš, opa, zdaj pa vrag vzel šalo, kaj pa zdaj naprej, kako bomo živeli? Prej si že omenil, da bi se lahko vrnil v svoj poklic, ampak sedaj si kar malo iz prakse. Ne malo, zdaj sploh pojma nimam, pazi, še moje me odprašajo včasih, kaj je to, pa pojma nimam, ampak lej, to je življenje. Ampak, če je potrebno, da se navadiš, se bom pa pač navadil, kaj češ, ali bom šel pa krompir pobirati, tudi pozimi, če treba. Potem bi te vsi imeli sedaj za prostovoljca, verjetno najraje. Jaz sem od prostovoljnega dela tudi ne moreš živeti. Položnice ne moreš plačati s prostovoljnim delom. Je lepo in ja, tudi to bi del, pa vendar položnice zahtevajo svoj denar. Si pa Vili v zadnjem času tudi zelo aktiven na družabnih omrežjih, opažam. Ja, to je pa nujno zelo, ki ga moramo delati, priznam, tiste osnovne Facebook in tako naprej, to še gre. Ma zdaj pa šel tudi ta Instagram, tam so pa ta mladi, noro, močni in te stvari pa prepuščam moje tam mlajši hčeri, Mani, ki je stara 13 let, ona pa to obvlada. In vsak dan, ko pridem domov, mi prvo vzame telefon, dej tata, dej da tole zrihtamo, dej da ti to dam noter. Tako da, ja, lej, to so nujne stvari, ki jih moja generacija nekako ne obvlada tako dobro kot mladina. Ampak lej, zaenkrat gre, se trudim, včasih moja prav, pa dej kaj slika gor, dej kaj, no, in včasih me ima, da ti bom povedal, bi kar užival kaj šel, pa bi rekel, da se pokažem ljudem, da sem v spalni majici ali pa v pidžami ali pa brez hlača, brez čevljev in tako naprej. Tako da jim pokažem, da sem tudi jaz človek, tako kot oni, ali pa naprimer, kad delam kaj tazga, da sem preznojen, da jim pokažem. Ja, vsi smo ljudje, verjemi, tudi jaz se znojim, kad zunaj delam, ali pa na vrtu, kad delam karkoli, tako da pokažem ljudem, da smo vsi ljudje. Dobro si se živel v digitalni svet in promocijo. Ja, no, hvala ti. Upam, da je to tisto, čeprav vem, da obstaja še mnogo več in boljše, ampak po drugi strani pa uživam tudi v smeri. Imam problem, ker blazno rad fotografiram jaz, razumeš? Meni fotografija je strašno pozitivna, pomirjujoča, ampak kaj pomaga, ker so potem pa ljudje vmes, pazi, zopet bom rekel, narekovajo Slovenci, ki pa pravijo, da stikam tiste, ki delajo na črno, pa vedi, kaj narediti. Tako da je res, težko je biti pošten Slovenc.
Ob tem pa tudi kar nekaj vlagaš v video promocijo, video spote v zadnjem času, to je videti na spletu, pa tudi na zadnje dober odziv. Res je, priznam, da nič ne pomagam z vsemi tistimi številkami, da so to realne številke, mogoče bo mogel kdaj v prihodnosti tukaj pomagati, ampak zaenkrat se mi ne da. Ja, je pa video spot, del tega šova, biznisa oziroma posla in je stvar v tem, da jaz sicer najhuje mi je snemati muziko, pet in biti v studiu in snemati video spot. Moja prav pa za koga, ampak zato, ker, ne vem, ker sem bil verjetno velikokrat sam prepuščen vsemu in sem mogel poskrbeti za vse, da bo laufalo tako kot mora, ampak in zdaj bom rekel, da mi je kar težko in neprijetno in ne uživam. Če ne drugega, ti moram povedati, da pri spotu, še zdaj ne vem zakaj, sem v polnoči, toliko me je zeblo, bilo je, ne vem, rečemo -1, -2 in jaz sem bil sami srajčki in vem, da v polnoči že nisem mogel več govoriti, toliko me je zeblo, da nisem mogel odpirati. In sem rekel fantom, lejte še 2, 3, da gremo lahko skozi, potem je pa konc, ker ne morem zdržati. Sedaj si že napovedal tudi naslednjo skladbo? Aha, to pa še zdaj ne vem zakaj. Ja, bom rekel, bolj moderna pesem taka, to je Vili Resnik, to je tisto, kar pravim, da je Vili Resnik v pop glasbi. To je novi Vili Resnik. Tako, novi Vili Resnik, ja, tako. Med leti so luknje, spomini bledijo, a ti še ostajaš, ko oči mi zaspijo. Pravijo mi ne, premladi neumen, sem delal napake, počasi dojemam, da niti enake. Pravijo mi ne, še zdaj ne vem zakaj me vleče spet nazaj na tebe kot magnet, da moram te obiti. Še zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi bedilo noč. Še zdaj ne vem zakaj, še zdaj ne vem zakaj. Srce je nemilo, a vzhičena glava, le upam lahko še, da je kaj med nama. Pravijo mi ne, a ti si še lepa, kakor poletje, koža je tvoja, kot mlado cvetje. A ti si še lepa, kakor poletje, koža je tvoja, kot mlado cvetje. Še zdaj ne vem zakaj me vleče spet nazaj na tebe kot magnet, da moram te obiti. Še zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi bedilo noč. Še zdaj ne vem zakaj, še zdaj ne vem zakaj, še zdaj ne vem, še zdaj ne vem zakaj. Zakaj me vleče spet nazaj na tebe kot magnet, da moram te obiti. Še zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi bedilo noč. Še zdaj ne vem zakaj, še zdaj ne vem zakaj, še zdaj ne vem, še zdaj ne vem zakaj. Vili, za konec tega pogovora, 30 let za tabo, kako gledaš naslednjih 30? Madonca, stari ne govori o takih številkah, ker veš kaj, včasih smo rekli, da so ljudje, ki imajo več kot 40 let, že dišijo po cipresah. Zdaj o tem ne bom več govoril, ampak življenje je res neverjetno. Predvsem si želim še zabavati ljudi in zdaj sem spoznal, pazi, se bo rekel, kako si šele zdaj spoznal, da znam zabavati ljudi, ampak res, da imam neko žilco ali sem jaz to knor, mi je prav fino, neprijetno nastop, ampak užitek mi je, ko vidim, ko ljudje uživajo v tem, kar delam. Pa je Vili Resnik lahko reče tudi malo bolj grdo, pa ljudje še vedno pozitivno vzamejo. Očitno sem delal dovolj dobro in pošteno, da lahko še vedno delam tako, kot jaz
čutim. Jaz nikoli ne igram. Meni je najhuje, ko gledam, na primer, določene izvajalce, ko so po naravi, po osnovi takšni, bom rekel, na nastopu so pa vsi veseli, pa vse laufa, pa vse. Jaz sem pa vedno enak, zato mi pa moja Tamara zdaj prav Vili, dej, prosim te, umiri se in tih bod in ne zafrkavaj ljudi. Tako da imamo kar probleme. Želim si, da bi pač to še delal nekaj časa, želim si mogoče, da bo treba res v penzijo iti, ali pa jaz ne vem, bomo videli, kaj bo. Dokaj je pa ljudem to všeč, bom pa še delal. Vidim, da je pri vas slika obrnjena, tam mlajši komandirajo starejše, ne obratno. Ja, lej, ne, se mislim, da je kar posod tako. Moramo biti res, da moški smo, ko smo sami, smo ta glavni in smo zelo glasni in tudi kaj spijemo, ampak ko so potem z nami naše drage, najcenejše, kako bi rekel, ta drage, ne, tam je pa potem drugače, malo se spremenimo, ampak malo se hecam, ne. Ja, lej, veš kaj, več glav, več ve. Jaz ne vem vsega, želim pa si seveda, da bi funkcioniral. Imam neko življenjsko izkušnjo, ki mi je veliko stala in sem se veliko naučil, ampak zato je pa treba gledati pozitivno naprej in ni vse lepo. Vedno sem mislil, da imam nekoga še od zadaj, sem mislil, da imam mamo od zadaj, da bom lahko mamo vprašal, kaj narediti zdaj. Ne, zdaj sem že v taki situaciji, da moram vse sam delati in se učiš in vsaka šola nekaj stane. Vili, sedaj pa si postrega tudi z novo skladbo, tokrat nisi sam? Ja, nisem sam, bom rekel, Rok Lunaček je rekel, dajmo Vili narediti nekaj takega za generacijo, da bomo lahko pel, čeprav pač je zdaj ta korona, ampak da bomo lahko uživali na kakšnih zabavah in tako naprej. Vse kolej, dobro, ko sem pa priznam, nisem poznal, bom rekel, tele Erose nisem poznal, ampak bom rekel, Vili, verjemi, so fantje, obvladajo stvar in tako naprej in so naredili. In če priznam, smo se gledali malo čudno, oni, bom rekel, bolj resni fantje, skromni fantje, glasbeno zelo si, bom rekel, si želijo tudi uspeha in tako naprej. In potem en resnik, ki je kao neka rahla legenda, pa vendar ta resnik sploh ni resen. In jim ni šlo v glavo in prvo so me gledali, po mojem, malo čudno, ampak na koncu moram reči, da smo naredili res to pesem, ki je napisana za vse generacije, za mlado, za staro, predvsem za dobro družbo, ko že malo popiješ, se malo poveseliš in potem primeš prijatelja okrog ramen in rečeš, to je to moja generacija. Pa ne bo staro, mlado, pa še posebej bom rekel tako, v teh časih, v tem trenutku, ko smo nekako Slovenci res strašno razdeljeni, drug proti drugemu, ko vsi nekaj gledamo samo za sebe in ko še ta korona, če bi mi vedeli, kako smo mi močni Slovenci, če bi skupaj držali, kako bi bili uspešni, tako pa pač nažalost smo tam, kjer smo in škoda, ampak jaz mislim, da bo ta slab čas, ki je zdaj šel mim in bo pesem ostala in vedno bomo lahko zapeli v kakšni družbi. Če ne drugače, moram reči, jaz zdaj prihajam z Primorske, ker imamo dobro kapljico, dobro hrano, pa tudi pri vas, konc koncev pri Lekiji, ker imate dobro kapljico in tako naprej, dobro hrano, bomo lahko skupaj zapeli to pesem, bom rekel, moja generacija, ne generacija, zdaj mi že potegni nekaj drugega, ampak bom rekel na pesem, da bomo lahko skupaj zapeli in se poveselili. To je najbolj važno, kajti to je edina stvar, ki stane v življenju, da se veseliš življenja. Vse ostalo, tako kot imaš hoditi v službo, tako kot imaš kakšne probleme, konec koncev tudi finančne, pomeni stres, negativno stanje. Zato pa rečem, da to je pa pesem, ko bomo takrat, ko se bomo zabavali, na koncu lahko to zapeli. Torej pesem za Slovence in za prijateljstvo ter domoljubje. Tako, tudi za domoljubje. Jaz vedno res rečem, ne vem, dobro, mi smo zdaj trenutno na prejšnjem koncu, tukaj veliko vpliv seveda od naših pač južnih sosedov, to me malo moti, pa vendar Slovenci imamo veliko dobre glasbe in premalo smo ponosni na to in to me zelo boli. Tudi gledam, bom rekel, televizijo, ne vem, zakaj se sramujemo izvajalcev, ki polnijo dvorane, zakaj se to ne vrti, zakaj je to tako. To si ne znam predstavljati, priznam, da ljudi, ki imajo to čez besedo, ki se rečejo resnika, grejo rajš stran, zato ker vejo, da bo zopet štala oziroma da bo nekaj slabega, ker jaz jim povem, zakaj to ne vrtite tisto, kar imajo ljudje radi. Če imajo radi enega Vunjaka, Dejana Vunjaka, ki pa čaka glasba, hvala Bogu, sej slovenska. Če imajo radi to, ne dajo to gor, ne tisto samo alternativa, kot da smo mi najbolj pameten narod na svetu in te uredniki so pa bogovi. In to je totalno zmešano in to mene blazno boli in upam, da bo kdaj boljše, čeprav se mi zdi pa, da nimam možnosti, da bi v Sloveniji pel slovensko glasbo. Si pa, oziroma ste pa v videospotu prav tako pokazali slovenstvo. Ja, sej, mi smo v bistvu,
če sem pošten, ja, pokazali smo tisto, ko se poveselimo, ko malo spijemo. Stvar, ki me je blazno motila, to pa ne vem, kaj se je zgodilo. Tam je bilo nekaj steklenic, neke žlahtne kapljice, ampak to je hlapel. Jaz sem kar gledal, kako, pok smo končali, da je bilo vse prazno, odkje? Jaz sem spil kozarc, mogoče 2, ampak to je hlapelo. Tako da tukaj imamo edino to slabo lastnost pri teh kapljicah, da hitro hlapijo. To me je zmotilo. Drugače pa smo hoteli dati več slovenstva še noter, zmanjkala nam je zastava, pozabil režiser je pozabil, jaz pa tudi nisem imel toliko spomina, da bi se spomnil, ampak vsem smo pa rekli, prikazali smo mesta, ki so pomembna za Slovenijo, Bled, Bohinj, Lipica, Ljubljana, Maribor in na koncu koncev Triglav, tako da, čeprav nismo bili na Triglav, to je samo neka montaža, ampak pazi, lej, pokazali smo Aljažev stolp, ne, ampak je stvar v tem, da ja, pokazali smo tisto, na kaj smo lahko ponosni. Posebno v zadnjem času sem tudi jaz odkril Slovenijo, kako je lepa. Jaz priznam, nisem vedel vsega, pa sem hodil ponovadi vedno po noč hodom okrog, ampak ja, zdaj sem malo videl in je noro. Kaj imamo mi? Včasih si rečem, ne, se mi si to ne zaslužimo. Vili, za konec, kakšni izzivi so pred tabo? Predvsem izzivi, en največjih izzivov je to, seveda, da bom lahko še naprej živel od glasbe, da bi imel nastope in da bi bil zdrav. Seveda pa da moje najbližje, da bi bilo tako, kot je zdaj, da bi bil tak, bom rekel, človek, ki še vedno ima dovolj energije in da bi me ljudje še vedno naprej radi poslušali. Zato sedaj v eter tudi moja generacija. Hvala, da si bil gost na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Hvala lepa tebi, hvala lepa, bom rekel, Radio Prlek. Tudi, če je to mali radio, če imate radi slovensko glasbo, je to meni zelo, zelo všeč in si štejem v čast, da sem na tem radiju. Vse drugega ne moram reči, ampak vesel sem. Je pa nekaj res, še enkrat bom povedal, Prlekija je z Nove Gorice zelo daleč. Tako da bi rekel kaj drugega, ampak je lepo tukaj, je pa daleč. Kukarkoli obrnete, za mene je to že skoraj da konec sveta. Tudi z Ormoža je do Nove Gorice zelo daleč. Res je, to so že rešili. Hvala enako. Hvala lepa tudi tebi in vsem poslušalcem Radio Prlek. Tam na Obrežju ob Savi, tam so še vedno nekje dolge in glasne debate, vedno najboljši ljudje. Tam je mladost glej obstala, srečam jo še kdaj pa kdaj. In ko noč napije spomine, takrat se spet vrnem nazaj. Moja generacija, dajte vina sladkega, najboljši prijatelji v vinu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Moja generacija, najboljša generacija, vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Brezglavo hiti, a enkrat na leto vsi skupaj spet združimo grla in dlani. Pesem zapojemo glasno, tisto najlepšo od vseh. Za vse, kar bilo je in bo še, za vse, kar je dobro v ljudeh. Moja generacija, dajte vina sladkega, najboljši prijatelji v vinu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Moja generacija, najboljša generacija, vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Dajte vina sladkega, najboljši prijatelji v vinu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Moja generacija, najboljša generacija, vsi
Vsi smo rojaki, v srcu enaki, na zdravje, ker tu smo doma. Vsi smo rojaki, v vinu enaki, na zdravje. Moja generacija. Živijo, sem Vili Resnik in z vami poslušam Radio Prlek.